pozdravljeni gospod župan Rajko Meserko. Pozdravljeni. Smo v mesecu decembru, zadnji mesec v letu in zdaj se bo začela tista naglica. Nekako vsi v tem zadnjem mesecu hočemo postoriti še vse, kar je postoriti možno. Včasih uspe, včasih pa ne. In skoraj zagotovo sem prepričan, da je tudi pri vas tako tule na občini Šmartno pri Litiji. Vsekakor pa ste zdaj v fazi sprejemanja proračuna. Imeli boste sejo občinskega sveta. Verjamem, da so predlogi pripravljeni. Kako je letos s tem? Ja, glejte, v letošnjem letu seveda smo glede s pripravo proračuna nekako, če bi rekel, nekako urezali že z bom rekel, celoletnim dogajanjem. To je najprej, bom rekel, odločitev o gradnji vrtca, drugo sklep vlade oziroma potrditev proračuna državnega, kjer so seveda nakazana ta dodatna sredstva za gradnjo vrtca. Seveda v vmesnem času tudi zgodba neuspešnega nakupa zemljišča oziroma ureditev zemljiškoknjižnih zadev. Ampak potem nenazadnje odločitev, da z gradnjo vrtca na obstoječi lokaciji sedanjega vrtca nadaljujemo in peljemo pač vse postopke naprej. Seveda potem tudi potrditev rebalansa za tekoče leto, kjer smo že napovedali nekatere investicije. To je ob, se pravi, tem seveda gradnja oziroma rekonstrukcija ceste za Povrtmi z navezavo na državno cesto. In taka večja investicija je tudi priključek oziroma nadaljevanje ceste proti Ježcem oziroma strani ivanške občine, da pridemo do neke urejene infrastrukture tega območja, kamnolomov. S tem pa seveda omogočimo potem nadaljevanje rekonstrukcije ceste v Kostrevnici oziroma nekako napovedano že dalj časa delno zaprtje te ceste za tovorni promet. To so take, bom rekel, res grobe zadeve. Ravno tako nekako v predlogu proračuna je tudi širitev oziroma ureditev prostorov v osnovni šoli Šmartno. Tisto, kar lahko v prvi fazi naredimo, to je pridobitev dodatnih kabinetov za te dodatne vsebine. To nekako lahko v prvi fazi naredimo. Seveda pa bo potrebno pristopiti tudi k rešitvi problematike kuhinje in pa seveda jedilnice z nekim ustreznim projektom. Kar se tiče pa tekočih nalog, pa seveda še zaključujemo tole oziroma ravno v teh dneh so pričeli še s tem zadnjim odcepom kanalizacije v Šmartnem. S tem bomo nekako zaključili ta del priklopov in s tem nekako prišli do tega zaželenega oziroma načrtovanega priključevanja na obstoječ kanalizacijski sistem, ki je bil grajen v prejšnjih letih. Seveda, kar se tiče vremena, je seveda odvisno od tega, ali bo izvajalec to investicijo dokončal v želenem roku ali bomo zadevo nekako morali nadaljevati v prihodnje leto. S tem nekako, bom rekel, ta investicijski del zaključujemo. Druga zadeva pa je, ki pa sicer ni tako vidna, no, nekako planirano imamo zaključek, kar se finančne slike tiče, zaključek oziroma predhoden zaključek kredita, ki je bil v letih, ko se je gradila športna dvorana na Jed. S tem bomo nekako sprostili to kreditno sposobnost občine. Na drugi strani seveda pa omogočili, da ko se v naslednjem letu lotimo konkretnega dela tako na vrtcu, kot seveda računam tudi v prihodnje pri šoli, da bo občina imela možnost najema kredita, ki bo seveda to omogočal. To
to je, bom rekel, zelo nagroben. Župan, morda je prav, da tule poveva še glede proračuna, ko občina planira oziroma porabi denar za te dejavnosti, ki jih je dolžna financirati, torej zakonsko dolžna financirati. Kakšen delež pravzaprav ostane za investicije? To ne vem, če so že kdaj povedala, pa verjetno je ta podatek zanimiv za občane. Ja, gledajte, zdaj seveda to se z letom in letom pač mečkano ta procentualni del nekako spreminja, ampak nekako govorimo o nekem milijonskem znesku, ampak v ta milijonski znesek padejo tudi nakupi zemljišča. Morate vedeti, da recimo občina Šmartno je v zadnjem obdobju intenzivno delala na tem, da se uredijo zemljiško-knjižne zadeve na obstoječih tako javnih poteh kot lokalnih cestah. Seveda je tega iz preteklosti ogromno, ampak vendarle smo kar nekaj teh stvari že končali in uredili, tako da iz tega naslova gre tudi kar nekaj sredstev. In seveda je tukaj dobrodošla pripravljenost občanov, da te stvari vzajemno rešujemo, kar se je tudi na nekaterih odsekih pokazalo, ampak seveda zahteva pa tudi nek določen denar, če ne nazadnje za odmero, vpise in te stvari, ki tudi niso zanemarljiv strošek. Če rečemo v procentih, je to verjetno 20%, ne? Ker včasih si ljudje ne predstavljajo, ne mislijo, da je proračuna je toliko in da je to zdaj kar vse namenjeno, da se deli. Ja, sem podatek, recimo, ker že ravno primerjava investicijski denar, recimo, mi nekako z milijonskim zneskom pokrivamo samo delovanje vrtca. No, ta podatek zgolj za primerjavo. Vse pove. Župan, vrtec, seveda, kot ponavadi vas bom tudi danes vprašal, v kateri fazi je zdaj zadeva, kako peljate naprej to investicijo. Tako kot sem rekel, mi smo se zdaj z rebalansom dali prednostne naloge nekaterim ob vrtčevskim zadevam, se pravi ravno tej povezovalni cesti. To je, bom rekel, prva zadeva, istočasno pa ta idejni projekt se je zdaj, bom rekel, tudi skristaliziral. Skristalizirala se je tudi sedaj odločitev o dvofaznosti pristopa k projektu, se pravi najprej tako imenovan prizidek na tej lokaciji in potem rekonstrukcija oziroma podrtje starega vrtca in gradnja ustreznih, se pravi še dodatnih prostorov. Nekako se planira, da se pri tej dograditvi upoštevajo 6 oddelkov z seveda potrebnimi upravnimi in personalnimi prostori vzgojiteljic oziroma tega kadra. Na drugi strani pa potem v nadaljevanju ob rušitvi gradnja kuhinje in seveda manjkajočih oddelkov in seveda vseh ostalih potrebnih tehničnih prostorov. Tukaj pa seveda računamo v skupnem številu se planira 14 oddelkov. Je možnost, da se fizična gradnja prične prihodnje leto ali leta 2023? Mislim oziroma želim si, tako in tudi po tisti projekciji se bi moralo začeti v naslednjem letu. Povejva še kaj o javnem zavodu Bogenšperk. Javni zavod Bogenšperk je tudi v letošnjem letu uspešno deloval, zagotovo tako na programskem kot tudi v ostalem delu poslovanja, če rečeva, pa ne samo na gradu Bogenšperk. Kako z njim naprej, župan, ostaja še naprej vaš javni zavod oziroma mu boste nudili podporo? Ja, glejte, jaz tu sem že takrat, že v tistih bolj burnih časih, ko smo nekako pripravljali spremembe v organizacijskem smislu javnega zavoda, stal za to idejo in z vodstvom nekako to tudi nadaljujemo. Tudi jaz mislim, da je zdaj nekaj vidnega, tudi v tem zadnjem obdobju, ne nazadnje, tako kot ste omenili, ni samo javni zavod, ni samo grad Bogenšperk, kjer se je resnično naredilo kar nekaj dobrih korakov naprej z,
bom rekel, z nekaterimi projekti, ki dajo nagrado nove vsebine, in na drugi strani imamo tukaj tudi kulturni dom, ki pa smo ga, bom rekel, rešili takrat, no, nekako, da smo vsaj, bom rekel, tehnično stvari postavili tako, da lahko nadaljujemo z ustrezno sanacijo. V letošnjem letu nenazadnje je dom pridobil ustrezno tudi, bom rekel, lučno in zvočno infrastrukturo, tako da se lahko, bom rekel, postavi nekako ob bok ostalim kulturnim domovom. Seveda si želimo tukaj nadaljevati. Nekako že v samem začetku smo si pripravili idejni projekt, na osnovi katerega nadaljujemo vse aktivnosti. Vzporedno smo tudi, kar se tiče pri kulturnem domu, reševali to zatečeno stanovanjsko oziroma takrat oziroma to etažno lastnino, ki ob nakupih posameznih delov tega doma ni bila urejena. In moram reči, da je bila strani nas, takrat, ko smo se to začeli, ko smo dobili izvajalca, mi je sam izjavil, da je bilo to eden njegovih najtežjih projektov. Seveda pa sedaj to, da to etažiranje uredimo s stanovalci. Namreč tukaj kar nekaj odprtih zadev ostalo pri teh nakupih oziroma prodaji občine. Tako da ja, se malo vleče ta zadeva, vendarle bi pa želel, da tukaj pridemo do urejenih razmerij, ker vendarle moramo vedeti, da bo tukaj vendarle del stanovanjski, na drugi strani pa nek družbeni objekt, ki se lahko, če te stvari niso urejene, seveda prihaja do nesporazumov oziroma do nekih nepotrebnih trenj. Zato si želimo, da tukaj res pridemo do ustrezne rešitve. Seveda glavni problem, bom rekel, v tem trenutku pa vsekakor je za dvorano ogrevanje, kjer je javni zavod tudi že zdaj pripravlja neko rešitev. Jaz upam, da bomo to rešitev potem v nadaljevanju tudi izvedli, predvsem v smeri, da iščemo dodatna sredstva v smislu razpisov. Vsekakor pa je dvorana v kulturnem domu v boljšem stanju kot ljubljanska Drama v tem trenutku, ne? Jaz si upam trditi, da ja. Seveda mesec december pa je tudi mesec praznovanj, mesec veselja. Veseli december pač, kako bo letos v Šmartnem. Verjamem, da bo bolj težko glede na epidemiološko situacijo. Ja, ampak ne glede na to, no, nekako v sodelovanju z javnim zavodom smo pripravili nek niz dogodkov, ki nekako peljejo k bolj prazničnemu vzdušju. Pač v soboto je bil izveden adventni sejem. Sicer žal je vreme tudi botrovalo obisku, ampak ne glede na to, jaz računam, da s tem tednom, ko se bodo postavile smrečice oziroma večja smreka, da bomo počasi tudi to vzdušje v Šmartnem nekako peljali dvigali proti tem prazničnim dnevom. Vesel sem, da so se letos za okrasitev teh smrečic javile res vse skupine, ki smo jih povabili. S tem bomo pač spet en tak večtedensko dogajanje in na koncu zaključili z licitiranjem in seveda vsaka smrečica bo dobila svojega lastnika. Jaz upam, da bo ta smrečica potem tudi veselo rasla naprej. Tako da s to zgodbo, bom rekel, zelenih smrečic nekako bi radi ohranili oziroma vzpostavili tudi to zavest po ohranjanju zelenega. In to je tudi eno sporočilo teh dogajanj. Šmartno Green Destination, ne? Ja, nekako gremo v tej smeri. Hvala lepa za pogovor, gospod župan. Jaz vam želim uspešno delo še naprej. Vidiva se prihodnjič, do takrat vse dobro. Predvsem seveda ostanite zdravi in nasvidenja. Hvala tudi vam, srečno.